za seveda neko prikrivanje družbeništva v slovenskem gospodarstvu, pa tudi drugje, in s tem tudi omejiti možen konflikt interesov posameznih družbenikov, ki se lahko pojavijo torej kot tihi družbeniki ene zasebne družbe, hkrati pa so na čelu velikih gospodarskih subjektov v delni ali pa v večinski državni lasti. Po pravni teoriji smo v slovenski pravni red povzeli tiho družbo kot nekaj uveljavljenega tako v germanskem kot romanskem pravnem redu. Imamo tipične, atipične družbe in v slovenskem pravnem redu pravzaprav niti nimamo izkušenj z tihimi družbami doslej. Ko smo listali skozi sodno prakso in teorijo in prakso tudi, smo pravzaprav zasledili tihe družbe zgolj v teoriji, praksi pa ne. Ko smo nekoliko podrobneje proučili ureditev, smo pač ugotovili, da je v okviru tihe družbe možno biti družbenik enega podjetja, ne da bi za to kdorkoli vedel. Kajti tiho družbeništvo je vzpostavljeno na podlagi pogodbe med nosilcem tihe družbe in tihim družbenikom in gre za neke vrste kreditno razmerje. Namreč tihi družbenik nekaj vloži v podjetje nosilca tihe družbe in si iz naslova tega vložka obeta neko dividendo ali pa seveda del te dividende. Svoj vložek ne spremeni v lastniški delež. Gre za neko torej kreditno razmerje. Vloži in pričakuje od tega tudi profit. Vse v redu in prav, tudi ta možnost na videz ni problem in je mora biti tudi razumljiva v nekih uveljavljenih netranzicijskih ekonomijah in tam, kjer je tudi nenazadnje dokaj razvito sankcioniranje razno raznih konfliktov interesov in tudi korupcije. V Sloveniji je pa izbruhnila afera, ko smo seveda zvedeli, da je bil gospod Danilo Toplek, dolgoletni direktor Taluma, hkrati tudi tihi družbenik tihega družbenika, zasebnega podjetja, ki je lastnik gradbenega podjetja Ptuj. In da je gradbeno podjetje Ptuj, torej podjetje, katerega posredni tihi družbenik je bil gospod Toplek, izvajalo kar precej del za sam Talum. Zdaj nadzorniki v tem podjetju seveda so se ukvarjali tudi s to relacijo in niso ugotovili oškodovanj državnega premoženja. Vprašanje pa je, ali do teh oškodovanj tudi ni prišlo. Če namreč nadzorniki nekaj ne ugotovijo, to še ne pomeni, da tega ni. To smo velikokrat že ugotovili v praksi doslej, da se je marsikaj zgodilo, ko so odkrili šele, kar so odkrili šele na podlagi prijav insajderjev, ne pa na podlagi pregledov nadzornikov. Mi želimo take deviantne pojave preprečiti. Zato predlagamo črtanje te formalno-pravne možnosti, da je nekdo sploh tihi družbenik. Želimo še več, preprečiti kakršnakoli pogodbena razmerja med družbeniki ali med družbo in družbeniki, ki niso vpisani v sodni register oziroma niso dostopne javnosti. Zato tudi ta sprememba novele. Kajti predvidevamo, da se črta celotno 3. poglavje Zakona o gospodarskih družbah, ki se ukvarja samo s tiho družbo, da se cel zakon prečisti tudi redakcijsko teh terminov tiha družba in da se vnese v določbe, ki govorijo o sodnem registru, bolj precizna določila, da je potrebno v sodni register vpisati vsa razmerja med družbo in družbeniki ali med družbeniki sleherne gospodarske družbe in seveda to pogodbo, torej to s pogodbo predvideti in to pogodbo vpisati v sodni register, sicer je pogodba nična. Predvidevamo tudi prehodno obdobje, v katerem torej se naj ukinejo vse obstoječe tihe družbe. Naj vas spomnim tudi na 10. sejo Komisije za nadzor javnih financ, kjer smo vlado pozvali, da nam v roku 45 dni posreduje vse podatke o tihem o tem, ali so organi vodenja in nadzora firm v državni lasti tudi kakšni tihi družbeniki doma ali v tujini in vlada nam doslej še ni odgovorila.
odgovorila, soočeni smo bili in seznanjeni tudi s predlogom vlade, da nam tudi ne bo odgovorila, ker pač to preseganje nepristojnosti. Jaz mislim, da to ne preseganje nepristojnosti in da je prav, da se tako kot se pri slehernih funkcionarjih in drugje prepreči neka morebitna kolizija interesov, da se tudi v primeru direktorjev družb v državni lasti prepreči ta kolizija interesov, da bi bili hkrati lahko tudi tihi družbeniki in zato ne bi nihče nikjer seveda vedel. Zato, spoštovani, ta predlog zakona in upam seveda, da bo v proceduri tudi podprt.